Poletje je pred vrati in to je za biohackerje izredno pomemben čas. Če je december najpomembnejši mesec za notranjo regeneracijo, pa je junij daleč najbolj pomemben mesec za doseganje tistega, kar si želimo v zunanjem svetu. To je namreč mesec samonegovanja. Skrivnost pa je, da kar si zadamo junija in kar začnemo izvajati junija, lahko traja, se pomnoži in resnično moramo izkoristiti trenutno energijo, saj je to najbolj ženski mesec, kar jih je. Ja, je tudi mesec, ki je po kakovosti energije primerljiv z žensko v ovulaciji, torej ko je pripravljena in odprta za potencial novega življenja. Vsaka maska za obraz, vsak sprehod, plavanje, samomasaža in dopolnilo bodo v tem mesecu imeli res večjo moč kot katerikoli drugi mesec. In zato smo se odločili, da podaljšamo tokratni izziv, ki ne bo trajal torej samo en teden, ampak kar skozi celotno poletje, vse do sredine avgusta. Vsakih 10 dni vam bomo postavili nov izziv in z vami delili nove in stare vsebine, ki bodo vsebovale zanimivosti in trike, da boste ta izziv popolnoma osvojili. To bo res tako pravo biohackersko poletje. Najprej bomo spoznali način, kako poskrbeti za zdravje svojega mehurja in kako preprečiti vnetja in vse nevšečnosti, ki jih predvsem ženske trpimo v poletnem času. Pripravili si bomo napitek za krepitev mehurja in spoznali tudi demanozo, najbolj efektiven dodatek prehrani, ki vas bo rešil pred jemanjem antibiotikov seveda. Demanoza dejansko deluje že v nekaj urah, zato je nujna za celo poletje, kamorkoli bomo šli. Lahko jo vzamemo preventivno, sicer pa takoj, ko začutimo razno napetost ali pa neugodje. 3 kapsule vzamete takoj, 3 pa čez nekaj ur in vse se bo zaustavilo. Ja, v Sloveniji naj bi ravno zaradi vnetja mehurja predpisali največ antibiotikov, kar je nesmiselno, glede na to, da lahko z demanozo na preprost način rešite svoj mehur v več kot 90% primerov, ko je torej Escherichia coli tista bakterija, ki povzroči vnetje. To je v bistvu naravni sladkor, ki se demanoza se drugače v naravni obliki nahaja v brusnicah. Ne, se vemo, da brusnice so koristne, ampak ne v taki koncentraciji. Tako da tukaj je pa večja koncentracija in to je v bistvu posebne vrste sladkor, taka molekula, ki v bistvu prav deluje na to bakterijo. Je pa za sladkorne bolnike tudi še vedno varna, zato ker malenkost drugačen metabolizem je tega sladkorja, tako da ni nevarno za sladkorne bolnike. Tako da doziramo pa tako, 2 do 3 grama lahko, nekje vsake 3 ure lahko, pa vmes veliko piti. Da se to odplakne, ne sme biti prazen mehur. Ker to peče, zato ker je mehur je spraznen, pa je suh, in te bakterije so gor, ki bi rekli, da malo gumazijo, grizajo in to pol peče in nas pol lulat tiši, zato ker telo jih hoče izvršiti. In mi bi skozi, si se že glih kar polulala, kaj zdaj, pa te še peče. Poznamo ta občutek. Celo noč sem bila na WC-ju. Dejansko nisem mogla nič, po kapljicah sem lulala in vsaka kapljica je bolela, kada britvica mi šla. Ja. To so res grozne bolečine. In tudi za otroke se lahko uporablja, pri otrocih se tudi to, ženske se prehladimo zelo rade, te mlade punce pa ste majcam do tle gor, pa na kamnih sedeti, pa so sorte, kar nage hodijo, je treba tudi to regulirati. V drugem izzivu pa bomo spregovorili tudi o temi, ki ni tako zelo preprosta, je pa poletje njen čas, ko imamo največ primerov. Ali pravilno skrbimo za zdravje svojih src in ožilja? Ja, srčki bodo torej poleti še kako na udaru, to je namreč čas, ko doživljamo največ srčnih kapi. Ja, klicaj. Zato je to za biohackerje res čas, ko krepimo svoje srce. V izzivu vam bomo zaupali nasvete za zavarovanje vašega srca, pravilne navade in prehrano, ki bo poskrbela torej, da vaš srčno-žilni sistem ne bo dodatno obremenjen v teh res vročih mesecih, ki prihajajo. V zadnjih letih nas vsi zdaj prepričujejo, kako je sonce škodljivo. No, Jasmina Kandorfer pa pravi, da je preveč sonca seveda res lahko zelo škodljivo, ampak premalo pa še bolj. V tokratnem izzivu bomo torej spoznali prakso srkanja sončnega vzhoda in se naučili pripraviti domači sončni čaj. Preverili bomo, kateri del telesa je najbolje sončiti, da telo ustvari res največ vitamina D in kako lahko vse to prejemanje energije zaokrožijo in spodbudijo adaptogeni.
V glavnem, pred soncem se torej ne bomo skrivali, le naučili se bomo pravilno sprejemati njegovo energijo. Kako pa po biohackersko poskrbeti za našo kožo v teh poletnih mesecih? Ja, presenetilo vas bo, namreč ni vse odvisno od tega, kaj nanesemo na kožo, temveč tudi od tega, kaj iz našega telesa prehaja v kožo. Koža namreč ni le zaščitna pregrada, temveč tudi ogledalo notranjega ravnovesja in prav to bo naše glavno vodilo pri tem izzivu. Katere dodatke torej uživati in kateri hrani nameniti več pozornosti, če si želimo zdrave, sijoče poletne kože. Poletje je namreč koža pod posebnim stresom. Sonce, UV žarki, vročina, sol, klor. Ja, in vse to je lahko tako zelo izsuši in poškoduje zaščitno pregrado ter s tem pospeši staranje kože. Zato je res ključno, da jo podpremo od znotraj navzven. Biohackerski pristop pomeni, da razumemo, kaj naše telo v tem času najbolj potrebuje in to podpiramo z dnevnimi navadami, prehrano in seveda dodatki. Kaj pa lahko svetujemo za močne, sijoče in zdrave lase tudi v poletnem času? Ja, tudi tukaj velja pravilo, podobno kot pri koži. Ni vse v tem, kaj damo na lase, temveč predvsem v tem, kaj lasje dobijo od znotraj. Poletje namreč prinaša res več izzivov. Močno sonce, pa slana morska voda, klor iz bazenov, pa tudi potenje in pogostejše umivanje torej naših las in s tem jih oslabimo, izsušimo in naredimo še bolj lomljive. Zato je torej čas, da se lotimo nege celostno, s prehrano, dodatki in nekaj pametnimi biohacki. V izzivu vam bomo predstavili checklisto, ki bo zagotovila, da bodo vaši lasje tudi poleti v top formi. Ali ste vedeli, da lan kot tkanina naravno odbija bakterije in ima rahlo antistatičen učinek? Ja, telo se v njem lažje regenerira in to predvsem ponoči. In prav tkanine in njihove vibracije bodo torej tema našega zadnjega poletnega izziva, ker se sploh ne zavedamo, da smo v tkaninah praktično cel dan, celo življenje. Ali so to oblačila ali rjuhe, na katerih spimo. In če pogledamo, naše telo vibrira na 60 do 100 enot. Poliester in elastan pa sploh ne vibrirata, to sta namreč mrtvi tkanini. Viskoza recimo že pride tam do 15 enot, medtem ko lan doseže tudi 5000 enot vibracije. Ja, razlika je resnično presenetljiva in vpliv tkanin na naše telo tudi. Ja, takole, 6 izzivov, 6 priložnosti za spoznavanje biohackerskih resnic in trikov, več priložnosti, da spremenimo na bolje torej svoje navade in to poletje resnično naredimo nek preskok v svoji negi, ne? V dnevnih izzivih poglejte tudi na naša družabna omrežja in poiščite vse nagradne igre povezane z izzivi. Prijavite se na naše novičke, ki jih seveda poleti vedno jih je malček več in bodo letos resnično vsebovale veliko praktičnih informacij. Tudi skozi njih se bomo skušali naučiti še kakšen zanimiv biohackerski trik ali pa spoznati skrivnost poletnega samonegovanja. Predvsem pa naj bo to poletje zdravo in polno počitniških radosti.